Pri negativu, fotonegativu, je šlo o tem, da je slika enkrat naslikana tako, kot je zares v naravi, drugič je pa naslikana v negativu in tisto, kar je bilo prej svetlo, je zdaj temno in obratno. Tako da to so te zamenjave, o katerih teče tema teh slik, to je rdeča nit, čeprav so to samo simbolične zamenjave na motivu, gre za čist drugo zgodbo, gre za človeško zgodbo, gre za zgodbo dojemanja tega, kar mi vidimo, ali pa tega, kar ne vidimo. To je fajn, rafinirano, to je svinčnikom naslikano, narisano. Res, enkrat malo bolj svetlo, drugič pa... Ja, in če malo zanihate sliko, smo jo prav zanalaž pustila na tem podstavku, zato da lahko takole vidite, kako se isti motiv potem spremeni, če je spodnja podlaga oddaljena od ta zgornja. Dobije eno drugo globino, eno drugo resničnost. Zdaj tak, če jo gledaš, je pa kot da je sneg pa še malo megle zraven. Ja, recimo. Ko je pa malo premaknjen, da pa čista rata. Super. Najljubi sken, tolo. Hollywood portret. Došli v galeriji Domžale. Danes je ena posebna konstelacija, ne vem, kako se je to zgodilo, ampak vremensko smo super naravnani, vse se je dobro izteklo, ni toliko snega padalo, da Larisa Tomaseti, koroška slikarka iz avstrijskega Koroškega, doma iz Gmünda v dolini Malta, je prinesla svoja dela, svoje slike na ogled. Jaz sem zelo počaščen, da se je to zgodilo, zelo nenavadno se mi zdi, da je v tej galeriji preko ena taka fina svetloba, ki malo lepti tukaj nekje vmes, ni čist pri slikah in tako. Zato se bova z njo tudi pogovarjala, sicer v nemškem jeziku, jaz nisem ekspert za nemščino, Larisa pa je, ampak nič hudega. Poskušali bomo malo z rokami, malo z nogami pa kaj povedati, pa sprot mogoče kaj prevesti, oziroma pojasniti. Priporočam vam, da si vzamete tole zloženko. Midva sva si dopisvala pol leta gor in dol, kako bo to izgledalo, pa tehnikalije, pa ne vem kaj. No in na koncu seveda je bilo treba tole tekst napisati, in ko mi je Larisa poslala slike, fotografije slik, je bilo to eno tako zanimivo razodetje, veste. To je, ni vsak dan, gledamo slike, ki izgledajo tako zelo, podobne nečemu, ali pa hočejo biti na en način podobe, po drugi strani pa to niso. Tako da jaz bi rekel, da to, kar vidimo, sploh ni to, kar zares vidimo, ampak je nekaj drugega. Zdaj, kaj več, seveda, lahko vprašate, jaz se bom potrudil v nemščino prestavati, ampak midva bova vseeno kar začela. Larisa, willkommen in Slovenija, in Domžale. Hvala lepa. Pa se nekaj pa ve po naše. Vidite, ni plac. Zuerst darf ich fragen, eine domžalische Frage. Ja. Also, was ist Kunst? Hui. Domžalsko vprašanje, kaj je umetnost? Es gibt so viele Definitionen über Kunst. Veliko definicijo o umetnosti je. Kunst hat die Freiheit, dass sie viele Definitionen hat. Umetnost ima to svobodo, da jo lahko na zelo veliko načinov interpretiramo. Sicer Larisa je to zdaj zelo nakratko povedala, ampak fajn je, da mogoče je še kaj zraven. Dadurch unterscheidet sie sich von den anderen Wissenschaften, weil sie hat viel Individualismus in der Kunst. Also es gibt wirklich in keinem anderen Bereich so viel Individualismus und die Möglichkeit,
die eigene Person auszudrücken. Glejte, omenila je znanost, Wissenschaft, ne? Ampak tukaj mogoče niti ne gre toliko za znanosti kot za vedenje ali pa za obvladovanje nečesa, in to je svobode, svobodnega raziskovanja in mogoče sem še kaj pozabil, tisti, ki obvladate nemško, ne. Ampak predvsem gre za to, da lahko svobodno razmišljamo o stvarih, ki jih druge znanosti ali pa druge umetnosti, če se obrnemo recimo na renesanso, ki je proglasila 7 svobodnih umetnosti, če ste kdaj slišali za to, septem artes liberales, ne, je umetnost ali pa likovna umetnost ena od teh. Und für mich persönlich hat Kunst ganz viel mit dem Leben zu tun. Umetnost ima zanjo zelo oseben pomen, oziroma je nekaj osebnega. Es wird viel bewusster, ja? Also man kann viel intensiver Dinge erleben, wenn man sich mit Kunst beschäftigt. Če se človek ukvarja z umetnostjo, stvari doživlja zelo intenzivno, oziroma življenje okrog sebe je, rekel, na nek način čist drugačno, ne, v intenziteti. Und das Leben ist dann ein bisschen wie ein Traum. Ja. Zdaj smo pa tam, ne, zdaj pa življenje postane kot sanje, ne. Tukaj bi se jaz seveda zelo strinjam, ne. Tisti, ki so v umetnosti, z umetnostjo zapleteni vsak dan, ne, seveda težko ločijo, veste, med tem, kaj so sanje in kaj je življenje, ne. Sploh zdaj se mi zdi, se bo začelo eno obdobje, en čas, ko se stvari premikajo iz enega tazga relativno trdega realizma v zares usanjanje, ne. To, kar se nam dogaja zdaj, boste videli, je šele začetek teh sanj. Ja. Jetzt, zettel. Ja. Begegnung zwischen Natur und Malerei. Bitte. Okay, Natur ist für mich immer eine ganz wichtige Basis gewesen. Narava je zelo pomemben izvor zanjo, oziroma neka baza, osnova. Also zum Beispiel, wenn man viel zu tun hat, kommt man immer in die Natur. Und die Natur bringt Ruhe und man fühlt sich wieder in Einheit mit der Natur. Ko človek začne delati, se lahko vedno približa ali pa stopi z naravo, ne, in tako postane produktiven. Narava mu da vse tisto, kar potrebuje za ustvarjanje. Man kommt wieder darauf zurück, was wirklich wichtig ist. Pride do tega, kar je zares pomembno. Se pravi, ustvarjalec pa človek, ki v naravi išče navdih, ne, oziroma energijo za ustvarjanje, pride pravzaprav do prvotnega izvora. Und für mich ist in der Malerei ja das Spannende, mit diesen Umkehrungen, mit diesen Farben zu spielen. Und die Natur gibt die Farben ja vor. Ja? Also für uns ist zum Beispiel ein Baum grün, braun, also er hat bestimmte Farben. Und wenn man das verändert, verändert sich die Wahrnehmung. Und das ist für mich das Spannende. Napetost v njenih slikah je ravno v menjavah, v zamenjavah, kot sem napisal v spremnem katalogu, v zloženki, in sicer v zamenjavah barv, prostora in svetlobe. Ne. Jaz bom zdaj malo pojasnil, ne, v čem je ta njena napetost v njenih slikah. Te slike sicer izgledajo zelo umirjene, ne, kot podobe, recimo, kot podobe gozda ali kot podobe narave, recimo, ne. Po drugi strani se pa v eni sliki zgodijo zamenjave barv in zamenjave svetlobe. Namreč, če poznate, recimo, iz fotografije, ne, ali pa če se spomnite še starega načina fotografiranja analognega na filme, ne, ste prinesli film, to se pravi rolco, so film razvili in če film odvijate, vidite vse v negativu. Ja? In to je bil pravzaprav en tak premik, ki se je pri njej zgodil zato, da je začela dojemati tiste svetlobe in tiste barve, ki so na negativu
kot pozitivne. Ne. Skratka, je za nas, za gledalca, zamenjala te pozicije. In to se zgodi lahko ali v celotni sliki, ali pa samo v posameznih delih. Also das ist zum Beispiel ein gezeichnetes Negativ. Das ist so wie eine Hommage an die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. Prav ta slika je narejena na svilo. Ta svila je redko tkana in ima seveda podlogo platneno in je narisana, ni naslikana. Ne. Narisana je z grafitom oziroma svinčnikom in je prav posvečena temu odnosu negativ, pozitiv oziroma zamenjavi teh dveh načinov. Das ist nicht die Wirklichkeit, sondern es ist im Kopf und wird dann durch das Foto Wirklichkeit. No, skratka, ta resničnost te slike se zgodi pravzaprav v glavi. Ne. Zdaj smo prišli do tistega, zaradi česar smo se danes zbrali, da bi mogoče povedali, ne. In to je, da vse tisto, kar mi tukaj vidimo, v bistvu zares ne obstaja, ne. Ampak obstaja samo v nas. Skratka, če mi smo, obstajajo tudi te slike, drugače pa ne. To se sicer tako malo čuden sliši, ne, ampak veste, vsa umetnost se zgodi samo v nas. Brez nas je pa ni, pa ne more obstajati. In to, rekel, ta način zamenjave je en tak zelo direkten govor o tem, kaj se z nami dogaja. Ne. V bistvu en tak, mogoče, kibernetika drugega reda, ki govori o pogovoru, ki označuje pogovor o pogovoru. To je ne take filozofske, pa ne bomo zdaj to razpredali, mi smo zdaj prišli na likovno razstavo. Ja. Man sieht auf der Postkarte, wie das Bild ausschaut, wenn man es als Foto dann ausarbeitet. Tamle imate na uni mizi so razglednice, kjer lahko vidite, kakšna je zamenjava med pozitivom in negativom pri fotografiranju. No in Larisa seveda uporablja naravo kot svoje izhodišče. Ja? Das ist jetzt nur negativ. Ja? Und in diesen anderen Bildern habe ich positive und negative Farben kombiniert. Das heißt, ich habe die Wirklichkeit und die Wirklichkeit, die versteckt ist, gleichzeitig. Und die kommt ein bisschen heraus. Und für mich ist das Spannende, es gibt hinter der Wirklichkeit noch eine zweite Wirklichkeit. Ja, no, zdaj ste slišali tisto, kar sem jaz že prej povedal, pa je ona zdaj povedala, ne, o resničnosti za resničnostjo, ne, o resničnosti podobe. S to zamenjavo pozitiv, negativ, ne, oziroma zamenjavo vidnega s negativno tega vidnega, ne, za obema tema dvema stoji še neka druga resničnost. In ta resničnost je pa tista, ki je zares prikazana s temi slikami in je nekje med nami in sliko. Ne. Also zum Beispiel weiß ist schwarz oder dieses Violett, das ist das Grün vom Baum oder das Blau, das ist das Braun von der Rinde. Okay? Recimo, čistko praktično, ne, vse to so komplementarni parja, veste, tisto, kar je recimo vijolično je bilo prej svetlo, ne, ali pa tisto, kar je modro, je bilo rjavo. Ne. Tako da, te stvari zdaj izgledajo sicer take na en način sezanovske. Veste, Sezan se je zelo potrudil in se je hotel izražati samo s hladnimi toni, ne, recimo, ali pa s kombinacijo večine hladnih in toplih tonov, tudi tam, kjer v resnici ne obstajajo. Ne. Ampak Larisa je šla mogoče še korak dlje. Prav z direktno zamenjavo, s hoteno zamenjavo, ki pa nič ne manjka. Ne. Veste, kar naenkrat vidimo, da smo v gozdu, čeprav nismo. Und bei diesen Bildern sieht man beides gleichzeitig. Einmal so, und das ist in beiden Bildern vermischt, positiv und negativ. Und man weiß nicht, was ist wirklicher, was ist die Wirklichkeit, das oder das andere. Wo ist die Wirklichkeit? Ja. No, zdaj imamo pa tukaj še kviskota. Ne? Na tem stebru so tiski razstavljeni, kjer se pa v istem polju združujeta negativ in pozitiv. Ne? In sta tako spretno
združena, da ne vemo čistočen, kja je resničnost. Ne? Ali je negativ bolj resničen, ali je pozitiv bolj resničen, ali kako je sploh to skupaj zloženo. Kaj je resničnost? Ne? No in skozi to, gledajte, da ne bomo preveč pozitiv, negativ telovadili gor dol. To so pravzaprav samo ključi, ja, veste. To so vhodi, te slike so vhodi v ena druga vprašanja, ne, v tiste vprašanja, ki se nas seveda bolj dotikajo in so bolj človeška. Ne. Tukaj gre za eno globoko tradicijo humanizma in percepcijo našega življenja ali pa percepcijo našega duhovnega življenja skozi umetnost. Tako da Larisa je tukaj iznašla eno zelo preprost način, preprosto pot, kako prideti skozi naravo, ki nam vsem tako, rekel, v osnovi veliko daje, ne, do enih človeških vprašanj. Es stellt sich auch die Frage, was man sieht. Was sehe ich? Sehe ich die Wirklichkeit? Was sehe ich? Was ist versteckt? Was ist wirklich? Gell? Und ich habe zum Beispiel bei fast allen bunten Bildern gebrochene Bäume, geknickte Bäume, gebrochene, umgefallene. Das bedeutet, diese heile Natur, gell? Also alles schön heil, ist gebrochen, weil man plötzlich das anders sieht. Gell? Še to, ne, je upozorila Larisa, da ko gledamo zlasti te slike s polomljenimi drevesi, ne, na slikah imajo sicer eno estetsko vrednost, ne, so, rekel, ne, take lepe stvari, če jih damo navednice, ne, po drugi strani so pa kruta resničnost, ne, ki tukaj samo pozira in je na nek način upodobljena kot visoka estetika. Da se ne bomo preveč lovili v preinterpretacijah, darf ich fragen, ja, das haben wir schon geantwortet, wo lebt die Kunst? Ja. Wo lebt die Kunst? Ja. Ich glaube, die Kunst lebt in jedem Einzelnen. Gell? Manche lassen sie mehr raus, manche weniger. Und ich glaube, die Kunst überlebt auch die Menschen. Also sie ist so eine Energie, die da ist und man spürt, das ist wirklich das Leben. Also für mich ist die Kunst viel mehr das Leben als der Alltag, als die normalen Dinge, die man erledigen muss. Man spürt die Energie. Ja, zanimivo. Jaz sem vprašal Lariso, kje umetnost živi in je takoj seveda postregla z odgovorom, da ima umetnost eno svoje življenje, ki je seveda čist drugačno od našega in bistveno dlje časa traja. Verjetno, ne, če pridodam zraven še eno svojo misel, ne, umetnost nas je že vse od te starih bardov, ne vem kdaj, preživela, ne, in ima seveda bistveno daljšo trajanje od nas. Ne. Tudi, če se ukvarjamo s stvarmi, ki so kratkega daha, celo gledališče, celo glasba, recimo, ki jo zaigramo in potem izgine. Se mi zdi tak zelo poetičen odnos enega človeka, ki živi danes in zdaj, na isti način približen kot vsi, ne? In zna locirati to vrednost umetnosti. Und jetzt noch vielleicht eine Frage. Was ist, aber wie sieht man Kunst in heutige, in digitale Ära? Okay. Oder Malerei? Ja, besser Malerei. Ich glaube, dass das einfließt. Das ist schon merkbar, also vor allem jetzt kommen wieder sehr stark fotorealistische Malereien in Kombination auch mit digitalen Fotografien, Malerei. Es fließt ein, aber es war zu jeder Zeit so. Also es hat auch ein Leonardo da Vinci alles ausgenutzt, was es gibt. Oder ein Picasso hat auch alles benutzt, was es gibt. Und ich glaube, wir können auch alles benutzen.
und trotzdem aber überlegen, was ist das Spezielle an der Malerei zum Beispiel, was kann die Malerei, was die Fotografie nicht kann, oder ja, was ergibt sich dadurch für ein neuer Weg. Ja? Vprašal sem, kakšna je zdaj pozicija ali pa kakšen je odnos med slikarstvom in digitalno dobo, ki seveda omogoča na nek način veliko več kot slikarstvo samo. Ne. Larisa se s tem strinja, ampak hkrati pa dodaja, da vse lahko uporabljamo, vse je dovoljeno, ne. Tudi kombinacije slikarstva in digitalnih medijev ali pa digitalne tehnike. Ne. Če bi recimo Leonardo ali pa Picasso še živela, ne, bi sigurno uporabljala vse to, kar je na voljo, ker vsak sta v svoji dobi uporabljala tisto, kar je bilo seveda na razpolago. Yeah. Also die Malerei ist das Typische, man spürt die Handschrift, den Duktus vom Künstler und es ist nur einmal da. Es ist ein Original und das gibt es kein zweites Mal. Es ist auch nicht möglich, dass man das Gleiche zweimal schafft. Okay? Das ist für mich das Schöne an der Malerei und es ist ja schon ganz ein anderer Charakter, als wenn man jetzt ein Bild auf der Leinwand sieht. Also man spürt viel mehr den Menschen und die Zeit, die man braucht. Es kann sich auch verändern ein bisschen dadurch, durch die Einwirkungen. Also es ist schon, also man hat immer wieder gesagt, die Malerei ist tot. Gell? Das hat es immer wieder gegeben in der Kunstgeschichte und sie lebt immer noch. Und ich glaube, es bleibt so. Zelo lepo, ne, da je Larisa še vedno slikarka. Omenila je, da vsi govorijo o tem, kako je slikarstvo že mrtvo in ne vem kaj ne, ampak slikarstvo še kar živi ravno zaradi tega, ker človek skozi svojo pisavo ali pa skozi svoj izraz vtisne v sliko nekaj, kar se ne da ponoviti, ne, ali pa kar je neponovljivo. Ne. Vse druge tehnike so seveda se lahko razmnožujejo, se lahko ponovijo, ponavljajo do neskončnosti. Ne. Slikarstvo pa ne. Gre za originale in to je ena velika vrednost, ki se še vedno ohranja, ali pa ki je človeška vrednost te predmetnosti. Ne. Tako da, ja, s tem se zelo strinjamo in kaj ne rečem, zelo lepa hvala. Vielen Dank für deine Ausstellung, für Sonne in diese Galerie. Danke für die Einladung. Ja. Tako da, hvala, da ste prišli. Če bi kdo rad še kaj vprašal, kar z besedo na dan. Drugače vas pa povabim še malo na druženje, tam ne bomo še mogoče kakšno kozarce vina popili, ne. In še kaj povedali na to temo. Ne. Se pa spodobi, da Larisi čestitam. Ja, danke. Vielen Dank für die professionelle Betreuung. Ja. Und ich freue mich wirklich in Slowenien auszustellen, weil für mich ist Slowenien ein sehr offenes Land für die Kunst. Gell? Also es gibt sehr viele tolle Künstler hier und Menschen, die wirklich offen sind für Kunst. Das spürt man und das ist sehr schön. Ich bin stolz. Ja, danke. Povedala je, da je zelo vesela, da lahko razstavlja v Domžalah in sploh v Sloveniji, da občuti Slovenijo kot odprto za umetnost in je spoznala kar nekaj ljudi, ki so profesionalci ali pa ki smo profesionalci in da se z veseljem vrača sem in seveda jo še vabimo. Ja, danke. Bitte. Dankeschön. Ja,